Dobro večer, lepo pozdravljeni. Seveda, kot je klasika na slovenskih dogodkih, vas vabim tudi v prvo vrsto. Zaradi mikrofona se bo sicer odlično slišalo, naj pa mogoče za začetek tudi povem, sploh če bo kdo imel kakšno vprašanje iz publike, dogodek se bo snemal, tako da boste zabeleženi tudi, če boste kaj dejali. Seveda spodbujamo pa vas tudi, da sami kaj pristavite, komentirate, vprašate. Seveda z roko gor boste zlahka nakazali, da si tega tudi želite. Lepo pozdravljeni danes na dogodku Umetnost, telo in rak, kjer bomo ravno o tem seveda tudi govorili, o skupnosti. Upamo, da vam bomo dali kakšno novo informacijo glede situacije prebolevanja, zbolevanja, kakorkoli že povezanega z boleznijo, z boleznimi raka. Smo pa rekli, da bi začeli malce bolj vendarle sproščeno, glede na to, da gre za umetnost, da mogoče pesnika, ki sta danes z nama za začetek, predstavimo. Tanja Matjašević in Milan Šel sta z nami danes tukaj kot predstavnika pesnikov, ki sta imela tudi izkušnjo prebolevanja raka. Danes nam bosta predstavila svoje pesmi, ki ne bodo nujno povezani s tem, kot slišim, tako da bi vaju pa pozvala, da torej začnemo s pesniškim utripom. Tanja, izvoli. Ja, živijo. Hvala vsem, ki ste prišli. Jaz sem se prej pogovarjala z eno današnjih gosti, z Jano, in so se nekaj pogovarjali o tem, da ljudje mislijo, da ti lasje zrastejo nazaj, da si že čez bolezen in da je potem mislijo, da je si že vse v redu. In pol je ona rekla, ja, kada nek Samson. In pol sem rekla, to je pa naslov ene moje pesmi, jo bom pa tudi prebrala, tako da gre pa takole. Samson. Všeč mi je, ko se odlepim od bolezni in me maže s kremami. Sežeš tudi po lubrikantu in ga v krožnih gibih nanašaš na mojo pičko. Si še vedno nora. Zalagaš me s komplimenti, zdim se ti privlačna, čeprav imam 3 tumorje in eno samo trepalnico. Moja krtačka, mi rečeš, ko me božaš po glavi, iz mene pride nenadejana moč in te sunem z boki, čeprav so mi že zdavnaj odpadli lasje. Hvala, Tanja. Zdaj pa, če se ne motim, bo sledila pesem, ki je za malce drugačno publiko. Ja, jaz sem se odločil, da bom povedal eno malo drugačno. Jaz pišem pesmi tudi za otroke in mislim, da je ta primerna kar za vse nas in jaz se zelo vidim v njej in gre pa takole. Kadar mi rečejo modri ljudje, to se ne dela, to se ne sme. Raje razmislim in odgovorim, in ne zardim, pardon. Čisto prijazno jim odgovorim. Ja, seveda, vse lepo in prav, a jaz bom raje svojo pot izbral. Lepa hvala. Vidiš, nekateri grejo tudi takole iz glave, to je mogoče za kakšno drugo okroglo mizo, ko bomo govorili o demenci. Sicer pa mogoče za začetek samo nekaj informacij. Marsikdo od nas že pozna nekoga, ki je imel raka, ima raka. Kako pa je s tem na svetu? Recimo, vsako leto odkrijejo na svetu okoli 20 milijonov novih primerov. Vsako leto od raka posledično žal tudi umre 9,7 milijona ljudi. Napovedi so takšne, da bo do leta 2050 število primerov naraslo na približno 35 milijonov novih primerov letno. Med ženskami je največ primerov smrti od raka v 37 državah, predvsem subsaharske Afrike, kjer govorimo o raku materničnega vratu in je cepljena največ 1 od 6 žensk oziroma deklic. Od rojenih leta 2010 pa se predvideva, da bodo do 75. leta starosti predvidoma za rakom zboleli 1 od 2 moških in 1 od 3 žensk. Kar se tiče Slovenije, za rakom zboli 12.000 Slovencev letno, tako da med nami živi že več kot 81.000 Slovencev, ki so že zboleli za eno od rakavih bolezni
In umetnost se pravzaprav že uporablja tudi kot terapija za preiskovanje in izražanje težkih misli, občutij, je pravzaprav tudi način komunikacije, spodbuja pozitivna čustva, izkazala pa se je za dobro podporo predvsem pri tistih, ki se pri pogovornih terapijah počutijo nelagodno. Saj na primer z njo najlažje izražimo čustva, pomaga nam izboljšati odnose z drugimi, pomaga prilagoditi samopodobo, spodbuja kreativnost in samozavest, pomaga preusmeriti misli stran od bolečin in neugodja in pomaga kontrolirati anksioznost in depresijo. Tako da vsekakor vam umetnost toplo priporočamo tudi v primerih, ko govorimo o preventivi, lahko rečemo. Danes z nami sta se že delno predstavila Tanja Matjašević, performerka in pesnica, pesnik Milan Šel, interdisciplinarna umetnica Hana Koselj-Marušič, katere razstavo si lahko še danes in jutri ogledate v prvem prostoru. Potem pa imamo še Tanjo Španič iz Slovenskega druženja za boj proti raku dojk, Europa Dona, in pa z nami še doktorica medicine, specialistka internistične onkologije Jana Pahole. Lepa hvala vsem, da ste se udeležili današnjega dogodka. Mogoče bi začeli kar z vami, doktorica Pahole, torej v tujini, hvaležno se vem za začetek, ampak v tujini recimo umetnost že uporabljajo kot neke vrste terapijo. Zdaj, kako recimo čist iz zdravniškega, medicinskega pogleda lahko poveste, ali to res pomaga pri okrevanju, prebolevanju, soočanju nazadnje? Ja, hvala najprej za povabilo. Sem vesela, da sem tukaj. Želela bi povedati, da mogoče moj vidik in vse, kar bom povedala, je treba malo vzeti na širše. Jaz sem 20 let sem delala na Onkološkem inštitutu, delala z ljudmi, dajala kemoterapije. Pred 3 leti sem pa nekako izstopila iz te ladje zdravstvenega sistema in sem šla nekako na svojo pot. Zakaj? Ker verjamem, da zgolj in samo medicinska obravnava v primeru, ko je nekdo soočen s tako resno in težko boleznijo kot je rak, ni dovolj. Človek takrat potrebuje obravnavo kot celostno bitje, kot da se ga nagovori v njegovi človeškosti, da se ga vpraša o njegovih vrednotah, da se ga vpraša, kaj ga veseli, da v bistvu prevetri svoje življenje, da mu stojimo na ta način ob strani. In točno to, kar ste omenili, da tujina začenja pripoznavati, koliko drugih komplementarnih, integrativnih metod je na voljo pri zdravljenju takega ali drugačnega raka. In moram reči, da verjamem, mogoče naivno, mogoče utopistično, da se bo nekoč tudi pri nas to v sklopu čist vsem dostopnega zdravstva, da jim bomo lahko ponudili ljudem, ki to potrebujejo. Integrativni pristop pomeni, pogovarjamo se o prehrani, pogovarjamo se o telesni dejavnosti, pogovarjamo se o čustvovanju in čustveni higieni, pogovarjamo se o, rečemo temu, energetski medicini, pogovarjamo se o številnih naravnih metodah, ki jih v tujini že s pridom uporabljajo. Če pogledate v germanskem svetu, je število integrativnih klinik zdaj strmo narašča. Zakaj? Ker so potrebe ljudi danes drugačne, morda kot so bile pred 50 leti. Sprašujemo se, iščemo informacije. Internet nas je na nek način povezal. In če vidimo, kaj se nekje dogaja, se začnemo morda spraševati, zakaj se pa tukaj to ne dogaja. In se vsak mogoče tudi mečkano zre vase in se vpraša, kaj potrebujem, ko me ta bolezen obišče. Je to priložnost ali obsodba? Kako pa recimo je s tem podpornim sistemom, kot recimo opažate pri Europi Doni, je poleg tega, se pravi, da ne rečem klasičnega zdravljenja, institucionalnega, obstajajo določene stvari, kot recimo subvencionirane lasulje, psiholog, ampak kako pa je sicer z ostalimi podpornimi sistemi? Ste sami na tem področju? Ja, najprej lepo pozdravljeni in hvala za povabilo, tudi z moje strani.
Tukaj bomo mogoče čisto dopolnila oziroma nadaljevala, kjer je Jana začela. Jaz sem zbolela pred 18 leti za rakom, 17, in se mi že takrat zdelo, da za telesno zdravje, tisto zdravje je super poskrbljeno, ni pa poskrbljeno pač za celega človeka. Mislim, čisto tako, če pogledamo eno ambulanto psihoonkologije, imamo za celo Slovenijo, kar je verjetno za vse, okrog 17 000 na novo ljudi vsako leto v Sloveniji zboli. Če pogledamo še njihove svojce in njihovo okolico, je to absolutno premalo. Enako velja za prehransko ambulanto, za vse take podporne terapije. Tukaj mogoče društva zelo dobro dopolnjujemo zdravstveni sistem, nismo sami, Evropadona ni sama na tem področju, so še druga društva, ki se veliko s tem ukvarjamo. Predvsem psihosocialno podporo, pač podporo tako obolelim kot njihovim bližnjim, kot otrokom obolelih. In nudimo v bistvu, se trudimo dopolnjevati in izpolnjevati potrebe, karkoli pač vidimo, da je. In ali je to ples, ali je to glasba, ali je to risanje, ali je to sam pogovor, neko izobraževanje, različne vsebine ponujamo. Zelo veliko sodelujemo z različnimi strokovnjaki, ravno o tem, kar je Jana rekla, tej celostni obravnavi, podporni, integrativni medicini. Tudi pišemo članke, poiščemo ljudi, ki se s tem ukvarjajo, ki poznajo onkologijo, od homeopatije, aromaterapije, akupunkture, pač vse, kar vemo, da se tudi že uporablja, ali ajurvede, kitajske medicine. Probamo res poiskati ljudi, ki se s tem ukvarjajo zares, ne da so malo nekaj prebrali, in da tudi na tak način ljudem ponudimo informacije, pa si vsak zbere, kar njemu pomaga. Pač to je še vedno. Vsak mora najti, kar njemu pomaga, kar meni pomaga, zikar tam ne pomaga, ali pa mogoče i bo malo, ali pa tako. In to je to, mi ponudimo neko paleto teh orodij, kar jih poznamo. Seveda pa jaz vsakmu vedno rečem, moraš si najti, kar tebi pomaga. Ne preveč denarja za to zapraviti, ker se da. Pač žalost tudi tega veliko vidimo, Jana verjetno ti še več, da pač ljudje zapravljajo tudi ogromne vsote denarja za nekaj, kar pa žal ne deluje. Jaz mogoče samo preden gremo še na vašo izkušnjo, če vas lahko vprašam, a v Sloveniji sploh recimo smo dobro informirani? Kakšne ste imeli izkušnje, ko je bilo treba povedati nekomu, imate to in to obliko raka? Da nekateri ljudje so višje izobraženi, nekateri nižje, naravoslovje gre zelo hitro stran iz šolskega sistema. Je to nek problem? Smo dovolj informirani? Jaz bi tukaj izpostavila že dovolj poslušanje sebe, da zaznaš v telesu neko spremembo. Tle se vse začne. Kakšen imamo stik sami s sabo, kako se poznamo, kako v bistvu poznamo to telo, o katerem danes govorimo in kako se počutimo v njem doma. A smo doma ali pač to neko, tako kot avto, včasih ga peleš na servis, včasih pa ne. Poti pa guma počka problem. Skratka, različno je. Ampak meni se zdi bistveno, da ko imaš človeka pred sabo, da ga nekako začutiš in se približaš njegovemu nivoju. Včasih je to treba zelo preprosto. Ja, pridejo pa ljudje, dobro, sploh je Google doktorjev, ful veliko pridejo, vse vejo. Tista komunikacija včasih težka. Ampak se mi zdi, da ko začutijo, da so varni, da so slišani tudi v tem, da jih skrbi, da jih je strah, da so nemočni. Se mi zdi, da se to zaupanje vzpostavi in potem lahko gremo od tam naprej. A so dovolj osveščeni o tem, kaj se poleg klasične medicine, je pa zelo različno. Recimo jaz delam tudi v mobilnem paliativnem timu na Gorenjskem 2 dni v tednu in paliativo vemo, je obdobje ob koncu življenja in nekateri ljudje začnejo takrat spraševati, kaj bi se še dalo narediti. Mogoče je takrat malo pozno. Zelo fajn je, da ima človek tako en diapazon, eno mavrico, možnosti, ki
lahko pomagajo, ker kot je Tanja rekla, enemu bodo pomagale, drugemu ne. Univerzalnega recepta ni. Vsak mora sebe toliko poznati in začutiti, da reče, aha, ta metoda nekako zveni z mano, ta pa mogoče ne. Čeprav je sosedu ful dobro pomagala. Tanja, ti si pomagala s poezijo, ki si jo začela pisati seveda že prej. Kot samozaposlena v kulturi si imela še eno odlično situacijo, kar se birokracije tiče, ne, kot si sama rekla. Ampak glavnem, ko si se znašla v stiski, mogoče čist glede na to, da si bila že prej pesnica, si mogoče imela tudi kakšno obdobje, ko se nisi spomnila na poezijo. Kdaj je poezija potem spet, oziroma ali je bila ves čas s tabo, odkar si izvedela recimo za diagnozo in potem v času zdravljenja, ki je tudi zelo naporno in verjetno sploh zahteva tudi še težje miselne procese, ki so bolj naporni, da se spraviš recimo tudi pisati poezijo? Ja, v bistvu jaz sem začela pisati ta nek cikel, ki se je zelo nanašal na telo, sicer bolj na ta erotični del, na telesnost in v bistvu je, ko sem zbolela, ko sem dobila pač informacijo o tem, kakšne vrste raka imam, je v bistvu bilo samo naravno, da nadaljujem s pisanjem o tem, kaj doživljam. Ker včasih se mi zdi, da šele takrat, ko preberem za sabo pesem, razumem, kje sem, no, s čustvi. In včasih pridejo res tako, sem kar šla v neko rutino pisanja in moram reči, da vsakeč, ko sem šla na kemoterapijo, je nastala ena pesem. Tako da je bilo to skoraj ena nuja, zato da sem zabeležila. Imela sem eno nujo v sebi, da zabeležim vse, ker sem kar imela nek občutek, da kaj pa če to pozabim, pa kaj se pa zgodi, če pozabim, in sploh se potem, ko smo se prej hecali, oziroma si se bo hecala o demenci, to je tudi en stranski učinek, je to, da začneš pozabljati stvari med kemoterapijo, tako da v bistvu imaš tako občutek, da malo zgubljaš sebe in se mi je zdelo še toliko bolj pomembno, da zapišem, kar sem doživela. Tako da ne samo poezija, pomembno mi je bilo tudi, da sem ostala s tem performativnim delom, v tem času sem tudi kar nastopala, v bistvu je bilo tudi zelo hecno, ker mi je rekla moja onkologinja, ker sem jaz rekla, ja takrat pa ne bi prišla na kemoterapijo, ker imam ravno eno predstavo. In je rekla, no ja, prav, eni pač zbolijo, pa ne grejo na kemoterapijo, vi imate pa pač predstavo, kar majte, bomo pač eno spustili. In je bila pač tako, če vam to pomaga, je pač boljš, da pridete na to eno kemoterapijo, ki je pač vsake 14 dni ali pa vsake 3 tedne. Tako da ja, bi rekla, da je bilo to zame skoraj da nuja, zato da sem razumela, da sem se bolj razumela, no. In kako se me pač ta bolezen dotaknila tudi na tej čustveni ravni. Je bilo, Milan, pri tebi enako? Ja, pri meni je bilo zelo drugače. Jaz med samim procesom od diagnoze do operacije in potem po operaciji pravično nisem nič napisal, ker se mi je zdelo, da potrebujem vso energijo, da se zberem, da sem miren in da si močen, ker potrebuješ res vso moč na svetu, da greš skozi to, kar je pred tabo. Tako da jaz ne da nisem imel potrebe, ampak takrat nisem pisal in potem šele po prvem testu, se spomnim po operaciji, po 3 mesecih, jaz sem imel raka na prostati in sem imel operacijo lansko pomlad. Šele po prvem testu, ko se je pokazal test, da je bil negativen, sem si dovolil, da sem se oddahnil na nek način in potem rabiš določen čas, da se spet pripelješ v svoje centrišče, v svoj center, da se spet prizemljiš in da zares prisluhneš samemu sebi in potem najdeš trenutek in potem je vse to izbruhnilo praktično naenkrat. Tako da moj proces je bil drugačen od nje, ampak
vsi smo različni in vsak pač doživlja ta proces na svoj način in moj je bil takšen. Glede na to, da si se, čeprav vem, zdravil v Angliji, ali je tam mogoče postopek kako drugačen v primerjavi s tem, kar si slišal o tem, kako poteka to v Sloveniji? Mislim, kar sem se pogovarjal in kar sem slišal, mislim, da je razlika v Angliji in tukaj v tem, da te osebje, enkrat ko padeš v sistem in ko si sledijo stvari ena za drugo, zelo skrbijo za informiranost. Tebi dobesedno razložijo vsako stvar, ki je potencialno pred tabo. In potem imaš to res neko morje informacije in potem moraš seveda sam izbrati tisto, kar misliš, da bo zate najboljše. Tako da to se mi zdi, da temu polagajo več skrbi, mogoče kot časih v Sloveniji. Jaz sicer nimam teh izkušenj, to bo vedela Tanja več povedati, pa Jana tudi. Tako da jaz sem imel dobre izkušnje, kar se tega tiče in sem imel občutek, da so dobro skrbeli zame in sem imel informacije, ki sem jih potreboval. Zdaj, kar se tiče ostalih terapij, kar ste govorile, tega se mi zdi, da je tudi tam zares primanjkuje in temu se polaga premalo pozornosti in je to seveda problem v številnih deželah. Zdravstvo je podhranjeno, ne samo finančno, ampak tudi kadrovsko in potem te stvari trpijo. Tako da tlele so neke podobnosti tudi s slovenskim sistemom. Ja, tako kot ponavadi, po eni strani za te luknje v sistemu, da ne rečem, skrbijo razne nevladne organizacije, seveda pa tudi v veliki meri pomembni drugi, družina, prijatelji. Hana, ti si bila recimo v tej vlogi pomembnega drugega in v tvojem filmu se zanimiva korelacija odnosov vzpostavi, ko vidimo tebe jokati, naprimer, in v bistvu Špela kot tista, ki je zbolela, je v tem smislu tista, ki tolaži tebe, kar tudi potem pove, da je bilo vedno žal videti svoje bližnje, da so trpeli z njo. Na kakšen način si ti šla skozi ta proces? Na kakšen način se ti je zdelo, da si lahko pomagala, oziroma ali ste potem tudi govorili, kaj je bilo v redu, kaj je tisto, česar bi potrebovala več, manj, morda? Ja, jaz sem imela v bistvu občutek, da je nasplošno, mogoče ne samo Špeli, ampak tako nasplošno, pa ne samo ljudem z rakom, ampak tako pri kjerkoli bolezni, boljš, če jih obravnavaš čim bolj tako, kot da nimajo bolezni. V smislu, ne v smislu službe, ampak v smislu recimo prijateljstva, da ne delaš neke razlike, da nisi neki tako ful pazljiv, pa tako ne veš, kaj bi vprašal, pa ne veš, kaj bi se pogovarjal, ampak da si pač normalen, ne. In recimo, no, ne moram zdaj ful posploševati, ampak s Špelo sva se velikokrat o tem pogovarjali in je rekla, da ji gre na živce, ker ljudje ne vejo, kako bi pristopili do nje, ne vejo sploh, kako reagirati, kaj jo vprašati, kada je zdaj postala nek alien, ne. In tako da to, ja, ne vem, če sem tako dobro odgovorila na vprašanje. Čeprav vem, je to film, ki je bil pravzaprav tvoj diplomski film? Ne. Na kakšen način je potem recimo prišlo do filma, ker nočem te uporabiti izraz terapevtska umetnost, se mi zdi, da malo umetnost degradira kot samo, različni so vzgibi, iz katerih sploh delamo umetnost, ampak recimo, kako je pri tebi prišlo do tega filma? Je bila to Špelina želja, je bila to tvoja želja, pa ima skupaj pomagalo to, da ste v bistvu drugi pomagali s tem ustvarjalnim procesom? V bistvu je bilo zelo nenačrtovano, zelo spontano. Jaz sem šla že 1 leto prej na eno filmsko delavnico, poletno, in sem si želela iti tudi pač tisto leto, ne. In sem razmišljala, o čem bi delala film, to je delavnica dokumentarnega filma
in sem pač nekako že prej razmišljala o temi. In ravno v tistem času je Špela zbolela in sem pomislila na to, ampak se ji nisem upala vprašati. Pol pa se je glih tako poklopilo, da so se pred to delavnico enkrat dobili in se je Špela tako pohecala, ti bi mogla film o tem narediti. In pol sem ji rekla, jaz sem drugače hotela, sam te nisem upala vprašati. In pol je šlo zelo hitro, pol je bila ta delavnica, sva se zmenili, da pač mi pridemo posnet. In tako neko srečno naključje je ravno na ta dan, ko smo snemali, ona zvedla, da je v bistvu se njena zgodba obrača na dobre zaključke. In tako da, ja, pač še vedno je bilo ful intenzivno, čustveno pač to snemanje, ampak vsem smo na neki lažji noti končali. Pol pa sploh, ker pač je bil ta film predstavljen, je pa v bistvu ja, je bila pač bila že nekako bolj pri močeh in tako da nekako vse skupaj se mi zdi, da nama je bila neka lepa skupna izkušnja pač tega filma. Pa tako se mi zdi, da ja, ne vem. Ne, super, hvala ti. Kaj ostali menite, recimo to, ko Hana, ki je gledala to predvsem od zunaj, vi ste bili, se pravi, prvoosebno ali tako blizu vpleteni v to, je to nekaj, na kar včasih pozabimo, se pravi, naprimer, ko imamo zlomljeno roko, hodimo po ulici, morda bodo celo neznanci prišli do nas in začeli govoriti svojo izkušnjo o tem, kako so si oni zlomili nekaj, kar je mogoče med tem, ko si sam v bolečinah, ni nekaj, kar bi želel čutiti, se pravi, še neko dodatno bolečino skozi empatijo nekoga drugega. Je to, da se ljudje do tebe, da ne rečem normalno, obnašajo, kot so se morda obnašali prej, nekaj pomembnega, da se še vedno počutiš, da ne rečem, bolj kot človek, ne kot objekt, s katerim upravlja zgolj medicina? Ja, različno je. Zdi se mi, meni se je zdelo, da včasih dobivam malo preveč zgodb o tem, da kakšne načine so se vsi ljudje soočali z rakom, ker sem pa se mi zdi imela veliko svojih procesov, pa svojih čustev, pa so pa prihajale še vse te zgodbe, ja, mož mi je umrl za rakom, takrat, ali pa, a veš kaj, ne se preveč obračati na to medicino, ne, klasično, moj prijatelj je umrl, tako da ti priporočam, da si pogledaš tale dokumentarc, ali pa pridi na obredni kakao, to ti bo res pomagal, pa še 50 € mi plačaj za ta obredni kakao, tako ful različnih stvari, ker se mi je zdelo tako, ok, jaz rabam samo malo tišine, to bi bilo zdaj najboljš. Po drugi strani pa sem bila včasih zelo hvaležna svojemu podpornemu sistemu, prijateljem, znancem, ki so brskali, pa so se pogovarjali s svojimi kolegi, ki so šle skozi, s svojimi kolegicami, ki so šle skozi to bolezen, ker sem dobivala na tak način informacije. Mogoče včasih, ker res nisem zmogla še tega vsega, mi je bilo pol v bistvu fino, da so se ljudje malo pozanimali, pa tudi malo včasih, ki mi ni sicer pasali, ampak pol sem ugotovila, da veliko informacij dobim, ki pa so. Zvedela sem za Evropo Dono, sem se odčlanila in v tem primeru moram reči, da res super, da obstajate, ker sem res en zaklad informacije tam, ki seveda v 7 minutah, ko so onkologinje s pacienti, pač ne pride do vseh teh tem. Kar se pa tiče mojih prijateljev, mojih intimnih partnerjev, sem pa bila velikrat tudi vesela, sploh v tem intimnem odnosu, da še vedno sem dobila
pozornost, ki sem jo dobila tudi prej. Čeprav sem se spreminjala, čeprav vidiš v ogledalu, da se spreminjaš, meni veliko pomeni telesnost in mi je tudi veliko pomenil tudi to, da se to ni spremenil. Se pravi, nogavice moraš v vsakem primeru pospravljati v koš, ne? Nogavice moraš prati. Drugače pa imaš one nogavice ves čas na sebi po operaciji, tako da je fajn, če ti jih kdo sliče in pomaga obleči, to je tudi ena stvar, ja. Milan? Ne, kar sem hotel reči, kar ste prej govorile, se mi zdi, da je pomembno in to je bilo, kar si ti, Hana, uspela ujeti tisti moment, ko si ti jokala in te je Špela tolažila. Ker mi vsi smo potrebovali prostor, kjer smo bili lahko krhki, ker včasih govorijo o raku, to je borba, to je bitka, vi ste vojanki, vi morate zmagati, mislim, to so vse bedarije, mislim, vsaj zame. In tak moment, kjer ti je dovoljeno biti krhek, kjer ti je dovoljeno, da se sesuješ na koščke in da se potem spet sestaviš, to so tisti dragoceni trenutki. To je tisto, kar nas dela ljudi in kar nas potem postavi spet na noge in da dobimo spet moč in gremo naprej. Jaz bi tukaj res sem še nadaljevala. Na žalost ali pa na srečo imamo obe izkušnji, pač biti sama bolnica in biti bližnji, ki je pa kasneje še moja mama zbolela. In je res tako, ker si pač ti bolnik, se vse vrti okrog tebe. Tisti, ki so pa zraven tebe, pa ne morajo nič. Mislim, lahko so tvoj pač podporni sistem in to je ogromno. Jaz sem tudi mojim zelo hvaležna, ampak potem, ko je pa moja mama bolnica, sem šele videla to nemoč, ker ne moreš ti namesto nekoga. Še zmeraj moraš iti sam na to terapijo. In ponavadi si pol močen zaradi unih drugih, da ni njim težko, hudo in to je res en tak čustven labirint, ampak jaz sem tako res mogoče bila malo preveč naporna za vse, ker sem hotela, da so taki kot prej. Da me ne gledajo tako, joj Boga, ker so me vsi gledali tam na onkološkem, ker sem bila tako mlada, čeprav se meni zdel, da sem jaz odrasla in da pač nisem Boga. Ampak ja, ko dobiš te poglede, si želiš pač biti sem normalen. Da mogoče čudno zveni, ampak prej imaš milijon nekih vlog v življenju. Ko dobiš diagnozo rak, zgubiš tudi ime. Postaneš bolnica z rakom. Jaz sem po 12 letih, moj onkolog mi je rekel, dobro, nehte mi vzvid pisati bolnica, prihaja na pregled. Zdaj sem postala gospa, prihaja na pregled. To res, nehte mi že kot s to bolnica. Mislim, ja, dokler sem, ta odnos, zgubiš vse, postaneš bolnica z rakom. Ne, še vedno sem Tanja, še vedno sem veterinarka, še vedno sem sestra, še vedno sem žena, ne vem kaj, prijateljica, sodelavka. To hočeš vse ostati, ne nočeš tega zgubiti. Tako da je to verjetno res težko, da bi začeli malo bolj osebno pisati izvide, ker bi se vse malo bolj počutil. Ne pa dobro, da še one številke popisane recitirajo tam, kjera številka si. Ja, ampak res je tako, kar naenkrat zgubiš drugo identiteto in postaneš tista oseba z rakom. Pač v svoji bližini nočeš tega, hočeš, da so drugi še naprej taki, ki so bili. In jaz sem z mojim prijateljicam rekla, vse trače mi povejte, nič me ne šparati, ker hočem vedeti, kaj se dogaja. Ne pa te kar malo šparajo, tako da ti nekih hudih, drugih slabih stvari ne boš zvedel. A ne, mislim, tako hočeš ostati del življenja. Ampak kako pa recimo potem s tem, ko čeprav vem, govori se o reminiscenci oziroma remisiji neoprebolevnosti. Kakšno je zdaj mogoče, če nas podučite malo tudi, kako se pravilno reče, rak gre torej v remisijo ali se ga preboli? Skratka, ko izgine bolezen, ki smo na začetku s takimi drugačnimi preiskavami našli, je človek v remisiji. Če se bolezen ponovi, pomeni, pride do relapsa. To sta dva R-ja, ki jih ljudje zelo mešajo, pa sta zelo pomembna. Tako da
To je o edukaciji, kar se strokovnih izrazov tiče, zdaj pa kaj pa je drugo vprašanje? Ja, mogoče samo še takole za intermezzo vmes, kako sploh pride do te bolezni, čisto na medicinskem nivoju? To je vprašanje po mojem za vse premoženje na svetu, noben ne ve. Ne? To je mozaik vsega, kar smo, kar prinašamo s sabo. Ja, a veste, jaz se še spomnim v osnovni šoli, so nas učili, da je človek 95% so geni in 5% je okolje. Zdaj seveda spoznava znanost tudi klasična, da je ta procent ravno obraten. 5% ali celo še manj so naši geni, vse ostalo je naše okolje. To pomeni, v kakšno družino se rodimo, v kakšnem podnebnem pasu se rodimo, kakšno hrano jemo, kakšen zrak dihamo in predvsem, kar nas ni nihče učil, kako imamo poskrbljeno za svoja čustva. Vi veste, da na tem svetu ga ni onaka, ki bi hodil po njem in ne s sabo nosil neke travme, bolečih spominov, ki mu oblikujejo osebnost, ki oblikuje njegove odzive in ki seveda preko čustev vplivajo na fizis. Tako da ne vemo, kaj povzroča raka. Tudi vsi kadilci ne zbolijo za pljučnim rakom, vedno več nekadilcev zboli za pljučnim rakom. Mi smo predelikatni za ta svet. Ja, ne vem, jaz mislim, da tukaj, če se ne lotimo zadev celostno, ne moramo odgovoriti ne na to vprašanje, ne na to, kaj to bolezen zdravi. Tako da, mozaik. Ker, hvala. Če mogoče nadaljujemo s tisto prejšnjo temo, zanimalo me v tem smislu, zdaj, ko je vaša bolezen v remisiji, ko je rak v remisiji, tako da se pravilno izrazim, je s tem enako, ali so ljudje še vedno zelo občutljivi v tem smislu, ali ste zdaj, se pravi, iz pacientke številka 225 postali spet ljudje? To je tako, jaz mi rečem, jaz imam odgovor Tanja kot znanstvenica, pa Tanja kot tista, ki je imela raka. Jaz sem zase zdrava, odkar so mi ga ven zrezali. To, če bo pač medicina rekla karkoli hoče. Jaz sem zase zdrava, ne zazdravljena, v remisiji, zdrava. Ne, ta no evidence of the disease, ne vem kaj, ne. Kaj so meni raka ven zrezali in se mi zdi, da je to ful pomembno, tako kot je Jana rekla, kaj ti čutiš in kako ti pač gledaš na to. Ja, seveda, vsak ima rakave celice v sebi, vedno. Tako da pač, če naš imunski sistem prepozna, izloči, pač ubije, kakorkoli požveči, splune, karkoli naredi, vedno jih imamo v sebi. Pač ne vem, če bi se s tem obremenjevali, bi verjetno spet zboleli, ali kaj. Ne vem. Pač jaz sem takrat zase zdrava in vse, kar sem imela, jemljem kot nekaj, da smo preprečili, da se bolezen spet v taki ne pojavi. Če pa zdaj povem, kakor Tanja znanstvenica, pa bom verjetno rekla, jaz sem v remisiji že 17 let, pa ne vem kaj. Ne vem, tako da ne vem, kako si ti, Tanja, počutiš. Jaz se počutam, kada zdaj vem, da je rak ves čas v meni, tako da ga bom zdaj skozi hotla pretentati, da ne bo več prišel tako na tak način do mene, kot je prej. In da se zdaj še tako ukvarjam s temi stranskimi učinki, da imam še ful dela. Ampak tudi ves čas, ko sem še imela raka, sem rekla, to sem zdaj jaz, to je pač moja normalnost. Kakor sem prej, smo se z Jano tudi pogovarjali, pa sem rekla, pa ne vem, jaz sem bila brez las, pa bleda, pa tako, ampak jaz sem se sama sebe zdela normalna, to sem zdaj jaz in taka sem in lahko delam te stvari, ki jih želim delati, enih pač malo ne moram, ampak to je moja normalnost. In zdaj, ko za nazaj pogledam, pa rečem, sem bila pa res bleda, ampak taka sem bila takrat, zdaj sem tako, mislim, da, če ne bomo spet zboleli, če bomo preveč se sekirali okrog tega, tako. Kaj pa pri tebi, Milan? Ma ne vem, veš, tako je, vsakeč, ko greš potem na testiranje, jaz sem imel prvo leto vsake 3 mesece imaš test in potem seveda vsakeč pridejo počasi in malce stvari za tabo.
zmeraj te malce skrbi, kakšen bo rezultat testa. In potem je test negativen in potem rečeš, dobro, to je zdaj en prag in potem imam toliko kilometrov spet pred sabo do naslednjega testa. In potem pride spet naslednji test. Tako da ta stres se nekako zmanjša, ampak zmeraj nekje v podzavesti ostaja ta, ne vem, če je ravno strah, ampak skrb. A bo naslednjič spet vse v redu, ne? In nihče in ni nobene garancije, da tako bo. Tako da ta skrb ostaja s tabo in to je z mano še dan danes. In jaz sem prepričan, da sem zdrav, tako kot pravi Tanja in tako kot pravi Tanja. In jaz sem skozi govoril, vse bo dobro, ker drugače ne more biti. Taka je bila moja taktika vse skozi in do zdaj se je obnesla. Zaenkrat izgledate kot odličen primer tega, treba je pozitivno misliti. Ni treba skozi pozitivno misliti. Se ne da. Ne, ta strah, ne, to, kar je Milan zdaj omenil, ja, vedno bolečina, ki se pojavi, ti en mali črviček nekje govori, kaj pa če je spet kaj, ne. Ampak, mislim, tako, meni se ti bolj tako, kar jaz gledam, da je pomembno, da jaz ta strah na nek način obvladam, se znam z njim soočiti ali pa s to skrbjo, ne. Kakor kontra, da me ugrabi ta skrb, pa pretirano zdaj vse preverjati, pregledati. In pač, da tega strahu ali pa te bojazni ne zdravimo z novo operacijo, z novim 10. zdravilom, ne. Pač, to tudi psihologi, psihiatri govorijo, tega strahu ne zdravimo s kirurgijo, tega strahu ne zdravimo z novo terapijo ali pa dodatno z ne vem čim, ne. S tem se pač treba z drugimi načini, pa predvsem tako, ja, vse bo redo, ne da se biti pa skozi pozitiven, to ne deluje. Vsekako pa je, na primer, ko gledate svoja umetniška dela za nazaj. Recimo, Hana, zdaj, ko pogledaš svoj film za nazaj, ali podoživljaš te občutke, ta vrtinec občutkov, ali v bistvu to, da lahko zdaj gledaš na to kot na nekaj, kar je bilo in ni več, te pravzaprav spodbuja? No, moram reči, da v bistvu, odkar se s to temo ukvarjam, imam tudi jaz ful enega strahu in sicer to pač sem tako, itak sem skozi ful pod stresom in sem tako, samo da ne bom še jaz kaj tazga dobila, ne. In pač skozi imam to in ker se skozi pač počutam malo, kako pač jaz nisem imela raka in zdaj delam skozi razstave o tem, ne, in se počutam tako malo, okej, zakaj jaz to delam zdaj, ampak nekako pač se je to začelo, pač tako, ne vem, Špelo sva to začeli ta cikel nekako valiti naprej, pol se je še Tanji slučajno to zgodilo, ne vem, zakaj, Milana se je to zgodilo, pač in okej, pač zdaj sem jaz taka delati razstave. Pa še pač Špela, ta druga punca, ki je na teh fotografijah, je Tjaša, Špelina prijateljica, ki ste se spoznali v bolnici, tako da jaz pa Tjaša že tudi odprej poznam iz enih drugih krogov, tako da ne vem, zdaj pač imam ful enih ljudi poznam, ki so imeli to izkušnjo, hkrati moja babi je imela raka, zdaj ima še deli raka, v glavnem pač vsi skozi neki, a ne. Ja, tako da ne vem, malo mi je tako čuden, recimo zdaj še vedno se s tem ukvarjati, pa probam se pač tako v bistvu distancirati, a ne, od tega malo, ker če začnem preveč razmišljati o tem, kako jaz zdaj pašem v ta kontekst, se začnem pač preveč sekirati, ampak se mi zdi pa pač definitivno ful pomembna tema, pa ful premalo se mislim, glede na to, koliko imamo res vsi vsaj bližnje, ki imajo to izkušnjo, koliko smo v bistvu skozi soočeni in vedno bolj kot družba s to boleznijo, se mi zdi, da je nujno, da se dela take projekte, pa da se govori o tem, tako da no,
če sem mogoče nekako po nekem naključju padla v to, pač vsaj upam, da bo komu to pomagalo na nek način. Zdaj recimo, ne vem, glede filma, pa sem ga zdaj že tokrat videla, da sploh ne vem, pač mami gre, ne morem ga več gledati, no. Ja, ampak mislim, ne vem več, kako naj ga gledam, ker pač ampak mi je bilo pa res lepo, kako sva imeli Špelo to pač pot, ker ne vem, recimo je bil v Marseju, pa sva šli skupaj tja, pa sva imeli celo neko to pač izkušnjo, pa a je bilo to lani, ja, je bilo še par razstav, pa še par enih dogodkov glede tega, tako da to se mi je zdaj tako lepo pa povezovalno, pa tako nekako je vse skupaj postalo bolj glede nekih pač odnosov, prijateljstev, kakor glede pač same bolezni. Ja. Mogoče sem hotela samo še prej eno stvar, ki jo vedno pozabim povedati glede tega filma. Pač film se začne z eno tako sekvenco, ki je mogoče če nič ne veš, jo je težko umestiti, zakaj so zdaj midve tam napustili neki male gazy situaciji. No, bilo je tako, da sva igrali v nekem spotu, ki bolj video spotu, ki nikoli ni šel. In tam se je Špela hecala, malo se zmedla. Pač rekla je, da ima razcepljene konice, da se mora postrišti. In sem jaz pač rekla, da ne, da ima čisto lepe lase, da se ne sekira. In to pač nekaj sva se snemali, tako da sem imela to posneto, ampak pol 14 dni zatem je v bistvu ona zbolela. Mislim, je zvedla, da ima raka, ne. Tako da v bistvu takrat, ko smo mi to snemali, je ona že ga konkretno imela in pol se je v bistvu to vse skupaj začelo. Zato sem tudi začela s tem filmom in zato je tudi naslov Razcepljene konice, ne. Sicer pa me skrbi, da ne moraš gledati filma, ne, se veš, kako je to, kot, ne vem, v srednji šoli smo vsi poslušali Nirvano, potem je pa 10 let ne slišiš, pa ti je potem spet kak komad v redu. Ampak kako pa recimo, je mogoče ravno ta normalizacija, o kateri si govorila, se pravi, da je to nekaj normalnega, da bi govorili o tem malo več v družbi, je to nekaj, kar mogoče pogrešate? Se pravi, da ni to tabu? Češ, v tem smislu stanja, recimo mi, da smo govorili pred tem dogodkom, si razlagala, da pri vas, ki si, da ne rečemo, v manjšem mestu, se bolj ko ne šepeta, da ima nekdo raka. Ja, ravno to sem hotela omeniti. Jaz živim v manjši vasi, tukaj blizu Vrhnike in v resnici se tudi tako malo se je kar šepetalo o tem, tako šepetaje so me ljudje sprašvali, ja, kako pa zdaj, kaj, ne vem. Ja, raka imam, ja, kemoterapija, tako poimenovati stvari je problem. Potem recimo veliko nekaj ljudi v tej isti vasi pravzaprav ne govori, da so prebolele raka. Ena izmed teh je moja bivša soigralka, s športom sem se ukvarjala in v bistvu se druži na tedenski ravni z mojo sosedo in ta moja soseda ni vedela, da je imela raka, ne. Se pravi, enostavno se to ni govorili. Pa še ena druga soigralka, ki je zelo mlada zbolela, so enako, pač je izginila iz treningov in nismo vedeli zakaj. In tudi njeni starši so tako pač se je šuškalo o tem, da je nekaj je z njo, ampak ne vemo kaj, in potem smo zvedeli, da je imela raka. Tako da jaz tudi včasih je ljudem mogoče tudi težko slišati, da so ljudje v njihovi okolici zboleli.
Potem se začnejo spraševati, mogoče je to tudi ta tema, ki smo prej govorili o končnosti, o smrti, o kateri se mogoče premalo pogovarjamo. In včasih je bila pač rak smrtna obsodba, zdaj k sreči ni temu tako. Tako da ja, je to kar zanimivo spremljati pa na tak način, če se odprto pogovarjaš. Včasih ljudje sprašujejo in v bistvu so kar veseli, da je to. Včasih pa se pol raje nehamo pogovarjati ali pa družiti. No. Tako. Jaz bi želela tukaj samo en zelo, točno sozvoč z vsem tem, kar ste vse povedali, pa tudi vi. Se pravi, ta stigma tega raka, te grozne bolezni, ki se je včasih enačilo smrtno obsodbo, nas v bistvu postavi v položaj, ko smo se na nek način že ob stiku s to besedo ali s človekom, ki to bolezen ima, smo se prisiljeni soočati tudi s lastno minljivostjo. Tega pa noben od nas ne želi. To je pa za nas, se mi zdi, da tako splošno med ljudmi o smrti se ne govori. Z otroki Bog ne da bi kdo govoril o smrti, zato da vsi živimo do konca in večno in ne vem kaj še vse. Ne, meni se zdi, da je treba to temo od raka do bolezni, saj rak ni edina bolezen, zaradi katere ljudje umirajo. Obstajajo tudi kakšne hujše bolezni, pa hitrejše. Ampak, če ima kdo ALS, pa meni se zdi, da nimajo takih težav, kakor imajo, ali pa multiplo sklerozo. Pa je včasih veliko težja bolezen, kakor rak, ki ga ob današnjih zdravilih in to ljudje lahko dajo čisto dobro skozi. Poglej. Tako da, meni se zdi, da več, ko govorimo o tem, se ta tabu malo začne krhati in rušiti. Je pa zelo pomembno, da vsak od nas nekako zavzame, a veste, flow življenja je pač, ne moramo imeti scenarijev za to, kaj bo čez 1 leto, kaj bo jutri, kaj bo čez 10 let. Življenje treba pač dati prosto pot, zgodilo se bo, kar pač nam je namenjeno. Jaz ne vem, kaj mi je namenjeno. Tako da, in težko je spustiti ta nadzor, rak ti vzame nadzor nad življenjem. Kontrolo zgubiš. Ti ne moreš naslednji dan vedeti, kako se boš počutil, ali boš zmogel skuhati, ali boš zmogel sploh vstati. Tako da izguba tega nadzora se mi zdi zelo pomembna in v tej krhkosti življenja, ko je človek v tej situaciji, se mi zdi, da je zelo dragoceno, da imaš ob sebi nekoga, kjer si lahko hkrati močen in hkrati totalno krhek. Temu se reče silent mind and open heart. Se pravi, nekdo, ki te bo objel, ti pomagal, da se boš razsul in potem nazaj sestavil. In ki, ko bo čas, ti bo pripravljen tudi en feedback dati. Jaz sem pri svojih ljudeh, ki so se zdravili na onkološkem, marsikdaj so mi rekli, kako se je njihov krog prijateljev spremenil. In kar je zelo pomembno, kdo odpade, tisti, ki niso več na isti frekvenci, ali jih je pa tako strah, da se rajš umaknejo. Tako da ena čistka se naredi. In tisti, ki pa ostanejo, tisti so pa for life. Tako da, po mojem, taki dogodki, kot je to, vsa društva, ki obstajajo, to se meni zdi, to je tako sugar on the top, no. Res veliko naredite in keep going. Je mogoče tudi, se pravi, umetnost en tak odličen način in razstave in poezija. Se pravi, ne samo, da deluje terapevtsko na tiste, ki ste vpleteni v to, ampak ravno to normalizira to tudi ostalim. Se pravi, tudi na tak način se da govoriti. To je del življenja. Dajmo govoriti o tem. Ja, absolutno. Jaz bi sem tukaj dodala nekaj reka, na eni grejo, mislim, ker ne zmorejo, eni pride pol tudi nazaj, ker vidijo pol, kako je, pa da si še tle, da si živ. In ravno to pač, ker se ukvarjaš s tem, mislim, zdaj pač reže toliko časa v tem, vidiš, kako ljudje zlezejo v sebe, ker sliši besedo rak, ali pa pač ne, ali pa smrt pa sploh, o tem ne govorimo, ne vem, tako kot v pravljicah princeske umrejo, pol kar živijo, nazaj. Jaz sem zelo realna do svojega tudi otroka, tako da to
vse ve. Po drugi strani se mi pa zdi, da več, ko govorimo, pač tudi to besedo detabuiziramo. Pač rak. Jaz, ko delam predavanje za srednješolce, vedno debatiramo, kaj sploh rak je. In oni najprej reče žival, ne reče najprej bolezen. Ali pa horoskop, tako, šele pol je to bolezen. Mislim, to smo mi naredili, ne? Ali pa jaz kar, ne vem, pritisk 200 dobim, ko vidim v novicah, je izgubil boj z boleznijo. Ne, zgero, kaj, dajmo poimenovati te stvari. Kaj tak veš, da je imel nekega raka? Zakaj ne moramo, če pa umre zaradi multiple ali pa ALS-a, povsod to lepo piše. No, enako se zdaj samomorom dogaja, ko smo ugotovili, da to tudi več ne pišejo. Ampak to sami delamo tabu iz tega, ne? In kamorkoli pridemo, ali umetnost, ali šport, ja, pač treba je govoriti o tem. Mislim, nažalost bomo, mislim, pa na srečo, kakorkoli, bomo vsi umrli. Ne, mislim, sam ne vemo kdaj, ne? Pač tako, takrat je pač treba živeti. Jaz vidim to, pač, ker sem imel raka na prostati, ne? Moški so včasih še bolj zanikrni, kar se zdravja tiče in zelo neradi govorijo o svojih boleznih. In zdaj prav specifično rak na prostati je še, po moje, še dodaten tabu, ker včasih je bilo to povezano potem z impotentnostjo. Ne? Ogromno ljudi je postalo po operaciji impotentnih. Tako da jaz sem videl, če načneš to temo, moški so pripravljeni poslušati. Samo treba je prestopiti tisto bariero, kjer jim je do neke mere nerodno, ampak potem, ko vzpostaviš nek intimen odnos s tem človekom, s katerim se pogovarjaš, vidiš, da so prav tako dojemljivi do informacij in hočejo vedeti o tvoji izkušnji. In jaz čutim zdaj kot neko skoraj moralno dolžnost, da jih spodbujam, da grejo na kontrolo, da so pozorni na simptome, če jih imajo. Skratka, treba je osveščanje, je treba izvajati na najrazličnejše načine, od osebnega kontakta do seveda kampanj zdravstvenih organizacij in vseh teh dobrodelnih oziroma prostovoljnih organizacij, ki obstajate in ki delate na tem. Skratka, ta spekter je zelo potreben in mora biti res pokrito kompletno polje. Ja, jaz se strinjam, da je rak postane nek tak superpower, ampak tudi ko povezuje, recimo tudi moja dva starša sta oba imela vsak različne vrste raka in potem, ko sem zbolila, res smo se povezali še bolj, zaradi tega, ker potem smo imeli neko izkušnjo in tudi moj oče, ki ne rad govori o čustvih, pa ne zaradi tega, ker jih ne rad izražal, ampak se mi zdi, da jih težje poimenuje, je potem skozi neke simptome, ki jih je prepoznal, da jih je tudi on imel, dejansko smo imela bolj osebne pogovore. Aha, ja, veš, to pa se zna zgoditi, da bo ostalo. In v bistvu so najni pogovori postali bolj pristni, hkrati pa moram reči, da tudi recimo tudi Hana je v tem našem brancini, se rečemo, en drugmu, ker smo pri Branetu Mozetiču na pesniški delavnici. Ta družba je pa sploh super, no, ker se nekako si izražamo skozi umetnost in tudi tukaj vidim, Tomaž je eden izmed improvizatorjev, ki so tudi ena moja tako podporna skupina umetniška, ki se mi zdi, ja, pridite me podpreti, tako da pridete, da boste poslušali, da pridete na pesniški večer, ker tukaj vam bom dala vse informacije o svoji bolezni. Kaj je bilo pa tisto kaj groznega? Živimo v svetu dezinformacij. Se pravi, sama recimo sem naletela na zgodbo, da raka lahko zdraviš, če ješ samo hrano, ki raste blizu zemlje. Se pravi, ali do 10 cm nad zemljo, ali 10 cm pod zemljo. Naj povem, da v svoji karieri sem toliko čudežnih zdravil slišala, pa nikjer še nisem nekako dokazalo, da to kao deluje. Rak škorpijonovih kleščic, potem so bili oni cvetki od brokolija, potem so bile koščice od marelic, potem skratka meljavžne tenih stvari. Ampak spet je tako.
Lahko za enega deluje, za drugega pa ne. Tako da, ja. Jaz bi mogoče tukaj eno izkušnjo, ki sem jo prek tega, da je bila babi bolna, doživela in sicer pač, ko ona v bistvu ni šla na kemoterapijo, ne, in mislim, so jo probali zdraviti na različne načine, predvsem, ne vem, prek, no, moja teta je zelo mislim, ukvarja se s to makrobiotično prehrano in je pač sicer ta makrobiotična prehrana res pač za ene stvari ful pomaga, sam tako, pol je pač skozi babi nekako sila, da skozi sam tako je. Babi pa pač je nekako si želela tudi neke stvari, ki jih je imela rada, ne. In potem sta pač teta pa mami, sta malo teta, malo mami pač skrbeli za njo in pol pač mami je vedno prinesla tako kakšne štrukle ali pa kakšne, ne vem, govejo juho ali pa nekaj, ker pač je babi pasal, teta je pa pol jo kregala, ne, pa pač ne, samo, ne vem, kaj, to moraš pač tofu, pa zelenjavo, pa neke žitarice, pač samo to. In, ja, in mislim, mi je bilo tako, malo komično to opazovati, no, pač, ampak tako, ja, pač, vedeli smo, da bo babi umrla v, ne vem, parih letih, ker pač ni šla na kemoterapijo, pa stara je bila že 75, mislim, da ko je zbolela in tudi zelo je imela že visoke, mislim, imela je par operacij, pa pol je imela že čisto povsod pač metastaze in je bilo tako, joj, pa zakaj ne daš človeku vsaj tisti malo užitka, ne, ki ga še premore zdaj v teh letih. Evo, in to je točno to, ne. Če se mi držimo neke metode, pijanc plota, kaj s tem delamo svojemu telesu? Če mečkrat zaidemo s poti, ja, v stres gremo. Stres je pa v bistvu veliko bolj škodljiv kot vsa prehrana, o kateri govorimo, ker jaz verjamem, da mi se v našem prostoru prehranjujemo še relativno zelo zdravo, glede na informacije od drugod. In ne Brojsove, ne Gersonove, ne kere diete. To je treba ljudem tudi povedati, da to telo oslabi. In oslabljeno telo, kako se bo v bistvu soočalo s temi celicami in mi moramo poskrbeti predvsem za to, da ustvarimo s prehrano in, kot smo rekli, z mozaikom različnih modalitet okolje, ki bo spodbujalo zdravje in ne okolje, ki bo spodbujalo bolezen. Zdaj pa na kateri strani tehtnice smo, pa mora čisto vsak zase vedeti. Tam je ena roka. Zaradi snimanja bi prosil, če lahko na mikrofon. Ne, pač lih tako naključno, ko sem slišala o teh dietah, ne? In zadnje čase sem gledala, pač tako odkrila sem ta program GEA TV, ne? In gor je pač en doktor Ogorevc, ali mogoče poznate? Mislim, da je napisal nekaj knjig tudi, ja. In on je prav govoril o tem, kako je samo rastlinska prehrana zdrava in kako se vsi s tem morajo, pač če karkoli doleti, da morajo pač to upoštevati, ne? Ampak kako lahko on govori za vse ljudi, ne? Pač. To bi mogel mojemu atiju povedati, kaj je tako vsak cizasko namazal zjutraj na kruh in pojedel vsakič med kemoterapijo in zdravnica je rekla, gospod, zagrete pa že lahko na kakšen sprehod, mu je rekla, ko se je že vrnil z Golice. Se pa zagotovo dobro prodaja, če vztrajaš pri enem od načinov. Sem ti pa hotela odgovoriti na vprašanje, kaj je bilo pa res grozen. Res grozen so razjede po ustih iz tega vidika, da ne moreš jesti pikantne hrane, sploh ko jo imaš zelo rad. In res grozna stvar je to, da v bistvu jaz, ko sem se počutila, da zelo poznam svoje telo in kako moje telo funkcionira v svetu, se pač to telo še zdaj, mislim, spreminja se vsake 14 dni, imam
drugo telo in težko je v bistvu imeti te spremembe sprejemati tako zelo hitro, tako da v bistvu, ja, to je ena stvar, ki mi je tako kar izziv. Drugače teh raznih nasvetov, kaj moraš, kaj zdravi, mi zelo veliko slišimo, pa tudi sama sem jih bila deležna, ker ti verjetno hočejo pomagati, ne, sem na začetku to vse odbijala, pa sem pa kar jemala, pa sem spremljala, nič nisem sicer tistega hotela uživati, ampak sem malo spremljala pa študirala, kaj je, mogoče komu pomaga, ne, drugače tudi pri zdravilih je 30% placebo, tako da so vse študije tako malo, treba jih tudi z tega vidika pogledati. Kar mislim tako grozen, ne grozen, meni je bilo najbolj grozen to, da so me pomilovali tako, ker se mi zdelo, da ne, da pač to zdaj sem jaz in da tega nisem nikoli skrivala, niti nisem hotela skrivati tudi te hitre spremembe. Pač taka sem. In če ti pač ni všeč, pa me ne gledati. Mogoče je potem treba reči prijateljem in družini, ne, če me pomilujete, to slabo vpliva na raka. Ja, sem. Ne vem, mislim, meni je prijatelj rekel, ki gre skozi podobne terapije, oziroma on ni imel operacije, ampak je imel rak na prostati in ima kemoterapije in radioterapije in mi je rekel, be kind to yourself. To je največ, kar lahko narediš zase. Ker ti res potrebuješ vso moč, ki jo lahko zbereš, da greš skozi ta proces, one step at a time, reče Angleži, en korak lahko narediš ob času, you can live one day at a time, samo en dan na dan lahko živimo in to je tisto, kar te potem žene naprej. Tako da sem mu bil zelo hvaležen za ta nasvet in ga vam dajem tudi vam na srce, bodite dobri do samega sebe. Lahko mogoče samo še vprašanje, glede na to, si že malo omenil, kot rak prostate moškim je težje govoriti o tem, ker nekako sploh v tem svetu, ki še vedno najbolj nekako preferira dva spola, kljub tej čudoviti raznolikosti, ki nam jo daje narava, je mogoče, se pravi, ravno to, se pravi, impotenca je tisto, kar te dela moškega, ne vidimo pradavne kipce z velikimi penisi, češ to je tisto, kar dela moškega, ampak krati saj moških je ogromno vrst, ne, tudi tisti, ki niso potentni. Ampak koliko se o tem govori, je to nekaj, kar se tudi mogoče med pacienti z rakom oziroma recimo tudi, ko pristopajo zdravniki do tebe, v tem smislu, da so bolj občutljivi, da je to nekaj, kar je hujša izguba. Mislim, kako se s tem soočiti, ne? Se pravi, s to idealno predstavo določenega spola, ki naj bi mu ustrezal. Ja, jaz ne vem, meni se zdi, da je družba še zmeraj mačistična. Mi v slovenskem prostoru, jaz vidim slovensko družbo kot mačistično družbo. In jaz sam kot gej vidim tudi, da ta, kako naj tem rečem, obsedenost od fizičnega telesa, kako izgledaš, ta body fašizem je še zmeraj zelo prisoten. In seveda, impotenten si avtomatično državljan drugega razreda, če hočeš. Nisi več pravi moški. Zato se moški verjetno tako tega bojijo in zato včasih nič zase ne naredijo, prav iz tega strahu, da bodo se morali s tem soočiti. Tako da jaz mislim, da to je še zmeraj zelo problematično in še zmeraj zelo prisotno. Upam pa, da se bojo stvari spremenile in da bojo mlajše generacije gledale na to na drugačen in manj mačističen način. Prosto samo še pod vprašanje, glede na to, da si se zdravil v Angliji, si pravi, veliko so te informirali in to, ampak pravijo, da ravno naprimer, se pravi, ko izstopaš iz nekega koncepta cis moškega, hetero moškega, včasih pozabljajo ravno recimo na to, da pozabijo povedati, češ v smislu, če imam prave informacije, da tudi v bistvu danka postane lahko manj občutljiva, da je tudi to lahko ena od
No, mislim, nekaterim to veliko pomeni, se zato ne odločijo za operacijo. Angleži se zelo malo pogovarjajo o seksu, tako da v takšne detajle nismo šli. Oni znajo biti zelo previdni, kaj se tega tiče. Jaz teh predsodkov nimam. Jaz sem zelo seksualno bitje, meni seveda to ogromno pomeni. In jaz moram priznati, da pred operacijo sem imel prav fazo, ne bom rekel žalovanja, ampak na nek način sem tiho pričakoval, da bom to izgubil. Ne? In to bi bila zame velika izguba, jaz moram priznati. In me je bilo od tega zagotovo strah in vam z veseljem povem, da nisem impotenten. Tako da ne obupate. Upam, da sem odgovoril na to vprašanje. Ja, ne, super. Mislim, gre ravno tudi za primer, ki ga v Kinodvoru se ravno predvaja film zadnji iz trilogije, ki se imenuje Ljubezen in ravno govori tudi o tovrstnih situacijah, kjer ravno eden od medicinskih bratov opozori na to, češ, zdi se mi, da je bil ta moški morda gej, bi bilo mogoče smiselno, da se mu da tudi to informacijo, preden se sam odloči, ali gre na operacijo ali pač ne. Super film, sicer zelo priporočam. Izvoli, Tanja, si hotela? Ja, jaz sem se hotela kar malo navezati na to queer izkušnjo, ker seveda jaz sem bila diagnosticirana z rakom dojke in ves čas je bilo tukaj tudi zelo močno prisotno, da boste mogli imeti otrok, brez da bi nekdo vprašal sploh, sem si sploh kdaj želela otroke ali pa mislim, kot ena tragična novica, se pravi, to kot ženska, vizualno sem pač dobivala informacije, ki jih pravzaprav hvala. Potem pa ta rekonstrukcija dojke, ne, mene je to kar veliko časa sem razmišljala o tem, kaj se bo pač zgodilo po operaciji. Jaz želim rekonstrukcijo dojke, malo je to iz te moje queer izkušnje, zelo sem povezovala to svojo fluidnostjo spola in sem ugotovila, da ni toliko prostora za to, mislim, queer izkušnjo plus rak, da je vse tako neka rekonstrukcija ženstvenosti, potem sem se to pogovarjala tudi s terapevtko, pa je rekla, pa zakaj je zdaj to tako, mislim, zakaj je zdaj ta, a je pač leva Joška kaj bolj tvoja, kaj desna in zakaj ima to zdaj veze s spolom, pa sem rekla, ja pač prsi so nekako vedno, ne, tako povezane z nekim spolom ženske in zaradi tega sem se pač veliko tudi s tem ukvarjala in razmišljala in potem sem razmišljala, ja, mogoče, če bi mi obe odstranili, ne bi dala te rekonstrukcije. Potem sem dobila informacije od Evrope Done, da se lahko kadarkoli odločim za rekonstrukcijo, da ni treba, da se nujno takoj, medtem, ker tam se mi je zdelo na onkologiji, da ker moram to se takoj odločiti, pa res je to hitro odloči, pa kar v 3 tednih, pa v 2. Pa sem po enem momentu bila tako, rabam spet malo tišine, pa rabam v bistvu pogovor s transakcijo, oni se v bistvu veliko ukvarjajo s top surgery, ne? In rabam v bistvu se z nekom pogovoriti, ki se veliko ukvarja s to nebinarnostjo, z več spoli, z tranzicijami, ker jaz sem to nekako doživljala kot eno tranzicijo, se pravi, jaz po operaciji bi bila pač brez te dojke, ker sem imela radikalno mastektomijo in to je bilo moje telo. In potem sem razmišljala, kaj pomeni zame ta operacija in v bistvu se mi zdi, da je premalo prostora tudi za to, za ta pogovor o tem, kot je neki odstranil nek del telesa, pa zakaj mora biti to takoj nadomeščeno z nečim in zakaj, in se mi je zdelo, da v bistvu, ja, tukaj je bilo premalo tega, pogovora in tudi jaz nisem se čutila, da zdaj izobražujem tam ene ustanove o LGBT temah.
Ne, mislim. Ampak so bili pritiski v smislu, zagotovo si želiš rekonstrukcijo. Ja, tako je bilo, ker zagotovo si želim rekonstrukcije. Oziroma, vsej so možnosti, a boste silikonstvo, a boste lastno tkivo. In se tako, čakajte, tukaj je zdaj malo to zelo hitro, ne, zelo, tako, to telo je kar, ja. Potem so tudi take komentarji kot, se to ni nič takega, to je kakor en carski rek, res, mi je rekel moški doktor. In sem bila tako, gospod, ne, to pa tudi ni zdaj, ne. Gre samo skozi 7. Tako, ful, malo je tudi humorja, tako dobro imeti, ampak ja, tako, so bile pa to kar eni procesi, s katerimi se je mogla pač ukvarjati. In še enkrat, sreča, da pač imam tudi tako podporo okvir družbe, da sem poklicala, da sem vprašala, da sem se pač pogovarjala tudi z ljudmi, zato da sem pač dobila neke odgovore na svoje vprašanje. Lahko sem še tukaj dodam, da se tukaj res strinjam, da je tako zelo mačistično vse to skupaj, tako pri raku dojk, ginekoloških rakih, pri raku mod, ki je ponavadi rak mladih moških. S to rekonstrukcijo takoj moraš, zdaj se pač moraš odločiti, kaj, kako, to, kar je Tanja rekla, ne, tako res, to je včasih kar pretirano. Pa ne glede na to, ne koliko si star, ne več, ker se takrat ne fokusiraš na to. In vedno imaš možnost, zato jaz to vedno sem povem, ker se mi zdi, da tega ne povejo zdravniki. Kadarkoli se lahko odločaš, karkoli ti paše, ali ta drugo še odrezati, ali narediti iz ne vem česa, tako da malo je res to siljenje, ja, mogoče je medicinsko ali statistično najbolj uspešno, če narediš to takoj, ampak tudi drugačni bistveno slabše. In tukaj se mi zdi, pa mladi moški imajo še bistveno več težav, pa raku mod, ker jim pa kar usilijo. Pač silikonski, nadomesten, modo, pa sploh ne vejo. Mi se vsaj še pogovarjamo. Jaz te fante, ki sem spoznala, sploh vedeli niso. Sem pol, ko so se zbudili s roki, čak, kaj imam nazaj v bal, kaj zdaj to, ne? Tako, tukaj nas še veliko dela čaka. Kar se pa tiče vseh teh neenakosti, dostopnosti, smo pa na evropskem nivoju, mogoče bomo kdaj še v slovenščino prevedli, naredili ful dober priročnik na temo neenakosti, diskriminacije, tako LGTB skupnosti, kot invalidov, kot netipičnih oseb, ki je pač vedno večji problem. Tako da upam, da bomo tukaj počasi malo stvari premaknili, ker recimo tudi v študije se noben tak ne vključuje, ali pa tudi mladih ljudi se sploh ne vključuje v študije, ne, ker si Na svetovni ali posod, po svetovno. Recimo, tako da tukaj je še kar veliko težav, ki jih bi radi naslovili, pa malo detabuizirali tudi v tem medicinskem svetu. No, se ženske vključujejo že od leta 1993 v raziskave, ne, tako da... Jaz sem se ciklusa ne upošteva, ne. Ja, tako da zato se jih ne... Ja. Pa tako da ohranjanje plodnosti, ker jih Tanja omenila, je za ženske v Sloveniji šele od 2013 na voljo, za moške od leta 1991. Tako da, ja, saj se da še veliko takih tem odpreti, ampak ja, raj jih pustimo, kakor bi se z njimi ukvarjali. Ima na tej točki mogoče kdo kakšno vprašanje, komentar, razmislek, šalo? Pesem. Če ne, mogoče samo še kot zadnje vprašanje, omenil si že to, da ne rečem, toksično družbo, ki ravno to ne, vsi bi morali biti blazno srečni ves čas, vsi bi morali biti ves čas zdravi, ne, ker to je dobro, biti zdrav, ne, vsi moramo stremeti k temu. Po svoje res ljudje radi primerjajo zdajšnja 20. s prejšnjimi 20. pa 30. pa bliža se druga svetovna vojna, pa danes je sicer že več konfliktov, kot jih je bilo takrat hkrati na svetu, ampak če to pustimo ob strani,
razumevanje telesa je bilo pa ravno v 20-30 letih, 100 let nazaj podobno po svoje. Ne? Začeli so skupinsko telovaditi, sploh nacisti so imeli ta in fašisti, no, da ne govorimo o Gabriele D'Annunzio in potem njegovi, ki so mu sledili, so imeli ta nek ideal telesa, ki mu ponovadi nihče sicer ni ustrezal, ampak zgradili pa so si ga. Tako kot imamo mi danes filtre, reklame in podobno. Je to nekaj, kar mogoče torej v svetu, ki ima vedno več bolezni, ne, in se predvideva, da bo vedno več bolezni, ali potem v bistvu ta nekak realni in imaginarni jaz družbe dobiva tukaj vedno večji razkorak? Je to nekaj, kar v bistvu človeka, ki dobi diagnozo, zato še bolj teži? Najlažje vprašanje za konec, se vem. Jaz mislim, čakaj, da zdaj to vse zajamem. Pravzaprav ne. Zaradi tega, ker enkrat, ko dobiš eno tako diagnozo, kot je rak, si misliš, zdaj bom pa živela tako, kot živijo tiste gospe, ki vsem vse ufrispovajo. Zdaj sem pa to že zaslužila. Tako da zdaj vsem vse v fris povem, no ne čistko, ampak si pa kar vzamem svoj kos pogače in to dobesedno pojem vsaj 3 Kinder čokoladke na dan, to ni reklama, ampak tako si mislim, ja, bom popila svoj kakavček, prejde smetanco in si bom prvošla mogoče malo več, kar sem si pa prej. Tako da, life is short. Več beljakovin ali... Kaj? Več beljakovin ali tudi... Kakšen jajček na dan. Tako da ja, seveda je pomembno, kaj damo vase, tako kot je rekla Jana tukaj, ampak predvsem je fajn poslušati sebe in pač te ideale v telesu, ki so zelo, da smo do sebe nacisti, to je še najbolj grozno, no. Mene zdi to, kar si govorila, spodbudim, da v bistvu, dokler človek ne doživi neke take preizkušnje, kot je diagnoza, dajmo se vprašati, kje na svoji prioritetni lestvici se imamo, na katerem mestu smo, a smo sploh na listi ali smo tam kje. Zato, ker pol, ko človek nekaj takega doživi, ko se dotakne te končnosti, takrat ponavadi začne človek sebe mečkrat višji postavljati, pa višji in edino pravo mesto je pa prvo mesto, da se imamo radi, da se slišimo, da smo nežni do sebe, da znamo postaviti meje, da znamo reči ne in dajmo za to poskrbeti, preden se karkoli zgodi. Živeti vsak dan v polnosti. Ni važno, to je imel hospic pred parimi leti. Dajmo, kako je že neki življenje dnevom, ker ni pomembna toliko kvantiteta, k čemur zdaj tudi ta, rečemo, družba zelo stremi, ampak je kvaliteta pomembna. In ja, treba je uživati. Če se držimo diete, ne držimo se, kot rečeno, kot pijanc plota, ampak gor dol, tako kot valovi, tako kot letni časi, gremo, enkrat smo gor, enkrat smo dol, enkrat smo bolj strogi do sebe, včasih je baje rečejo, da je tudi samodisciplina oblika ljubezni do sebe in najbrž je res, samo kje pa je tista tanka meja med nacizmom in nežnostjo, to pa mora spet vsak zase vedeti. Ali pa če gre za dieto za želodec. Ja, jaz bom sam ponovil, tako kot sem rekel že prej, be kind to yourself, to je največ, kar lahko naredi vsak zase. In če si dober do samega sebe, si lahko dober tudi do drugih. In to je največ, kar v življenju pošteje, to je največ, kar lahko imamo. Robele so me tvoje besede. Da se ne bomo mi objemali, imate mogoče še vedno tudi kakšno končno besedo? Ja, mogoče, glede na to, da se moj film dosti ukvarja s to vizualno podobo, meni je bilo zelo zanimivo, to sem se odločila v bistvu vključiti pač to tematiko kot pač neko nasprotje te bolezni,
ker pač jaz, ki nisem zbolela, se vsakodnevno ful sekiram glede tega videza in tako, in pač je to ena v bistvu moja, ne vem, pač moja tema, moje pač neko prekletstvo, ki mi v bistvu vzema življenje, ali kako bi rekla, pač, ker se pač sekiram glede tega. In pa recimo, ko je Špela zbolela, je bila tudi meni to tak trigger, ne, shit, to bi se tudi meni lahko zgodilo. In nisem si znala predstavljati sebe, da bi šla čez vse to, da bi šla čez to spremembo telesa. In mi je v bistvu bilo grozljivo, da, ko sem pomislila, da se bi to lahko meni zgodilo, mi je bilo težje, da bi, ne vem, izgubila lase, pa da bi se mi telo spremenilo, kot da bi lahko umrla. Ne? Pač ta misel na to, da bi lahko umrla, imela tako, okay, pač se itak sem sama umorila, itak mi je pač vseeno. Pač to, da bi mogla živeti skozi to izkušnjo, mi je bilo pa tako, ne vem, če bi lahko. Ne? In v bistvu mi je bila Špela kot neko tako ogledalo, ki pa je bila nekako toliko močna skozi čez to in toliko je pač kar pohendlala, pa vem, da se recimo ona glede videza na podoben način sekira kot jaz, ampak je kar zmogla, ne. In ja, tako, no pač zaradi tega sem se odločila pač to vključiti, ker je tak kontrast in taka pač neka kontradikcija, pač neke stvari, ki je toliko v bistvu banalna pa površinska, ne, pa pač nečesa, kar te dejansko sooči z vsem, kar življenje je in kar ni in kar je pač, ne vem, za življenjem, pa pač tem, da recimo pa jaz, kao nimam nobenega resnega problema, mi pa recimo to, da se sekiram glede tega, kako izgledam, jemlje tako pač vsak dan ful, a ne, enega, ne vem, ene v bistvu življenja, pač tega, kar bi lahko dobila iz življenja, pač dobim sam 40%, ker pač ostalih 60% pač mi gre za kar nekaj, ne. Ampak lahko samo še za trenutek obdržiš mikrofon. Zdi se mi, da govoriš tudi eno zelo pomembno tematiko, ki redko kdo jo upa sploh priznati. A mogoče danes drugače gledaš po tej izkušnji s Špelo na vse to skupaj? Mislim, se je pri tebi kaj spremenilo ali si samo, kot da ne rečem, malo potlačila tiste razmisleke od prej? Ja, ne vem. Se pač delam na tem, ne vem, pač probam, mislim, tudi kakšne druge projekte pač delati, ne vem, bolj na to temo, recimo, pritiska na videz, pa tako, mislim, nasplošno se mi zdi to toliko žalostno, da pač se družbe konstantno vrti okoli tega, kako ljudje izgledajo, pač kakor, mislim, v resnici to nobenemu ni zares pomembno, ne, pač ljudje, ki si jih izbiramo kot pač svoje bližnje, pač si jih izberemo zaradi nekih drugih kvalitet in pač nekih povezav, ki jih imamo z njimi, medtem ko, ne vem, sebe pač, ja, pač vrednotimo tako, mislim, vedno znova vrednotimo prek tega ogledala pa pač fotke, ne. In se mi zdi tako, to je v bistvu ena bolj žalostnih stvari naše družbe, koliko ene energije, pa mislim, pol pa še ta kapitalizem, pa vse, ne, pa kako ene energije, pa denarja, pa vse gre pač samo v to, kako zgledamo, ki pač sploh nima nobene veze zares, ne, in če bi vso to energijo pač usmerili nekam drugam, bi pač lahko imeli, ne vem, boljše odnose, bolj, ne vem, bolj bi bili srečni sami sabo, pomirjeni sami sabo. Ja, tako pa se pač zapletamo v tak tretma, pa tretma, pa taka hrana, pa taki lasje, drugačni lasje. Na konc pa ne vem, kaj moramo avto pelati, ali kaj že, gume menati.
sebe pa ne gremo Rednega, tehničnega, ne? Ja, kamorkoli ali pa ne vem, na eno masažo ali sprostitev ali ne vem kaj, ne. Tako da tudi malo sebe na te sezname uvrstimo. Predvsem pač noben ne bo poskrbel za nas, namesto nas. Tako da noben sistem, noben drugi. Tako da pač tukaj res moramo biti malo bolj egoisti. Pa se ne ukvarjati, kje nam kakšen las štrli, ne. Ali pa ne vem, meni en gospod, pač meni je šel narast tako ful na živca, ne, pri sivih laseh. In sem COVID skoristila, da so mi lasje zrasli, ne, da se mi ni bilo treba barvati. In pa smo prišli po COVID-u na en sestanek in mi reče gospod, a ti pa ne barvaš več, ali kaj? Sem rekla, ne, zato, ker se mi ne da, ker mi gre na živce, naraste, ker rekel, vse v redu, izgledaš ful bolj pametna. Ker vsaj neki, sicer gospod ima rekel, čez 80 let, ne, tako si misla, če on misli, da izgledam bolj pametna, ja, pa boš to že držalo, ja. Pač vse je za neki dobro, ne. Je super. Mislim, da v bistvu v 90-ih so že naredili eno pesem, ki jo lahko čudovito parafrazirate s tem sloganom, ne? Samo da bi bilo, ne pozabi me, spremenite eno črko, pa imate, evo, stvar. Se to je retro, zdaj 20-30 let stare komade izvajati. Tako, dobro, malo se šalim. Mislim, da je ura že dovolj, da lahko preklopimo na neformalni del našega današnjega zdravega druženja, tako da le vzemite si kos pogače ali kakšnega vitamina tam le zadaj, tudi sokom si lahko postrežete z vodo in podobnim. Še bolj kot tja pa vas vabim v sosednji prostor, kjer boste lahko videli na pultu, se pravi tukaj dvakrat levo, boste videli QR kodo, oziroma ne, na steni je QR koda, na pultu pa imate liste. Namenjeni so temu, da lahko tudi sami zapišete anonimno ali pač ne, po želji, svoje izkušnje, ki ste jih imeli s svojimi bližnjimi, oziroma svoje razmisleke o raku. Danes in jutri lahko to še naredite, oziroma prek družbenih omrežij Škuca, kjer bo tudi objavljena povezava do tja. Zgodbe bodo potem vključene v performance, ki se bo 17. oziroma 18. oktobra odvijal tukaj, ko bodo sledili novi dogodki in ko boste lahko Hanino razstavo ponovno tudi videli. Takrat bo namreč razstava spet na ogled. Ker pa vmes ne vemo točno, kdaj bo Škus odprt, vas pa vabim vsaj jutri sem na pesniški večer ob 20. uri, da se ponovno podružimo. Tako da lepa hvala vsem, da ste se danes pridružili. Vas, draga publika, pa seveda, kot smo danes slišali, pozivamo, da prenesete mogoče kakšno današnjo misel ali pa vašo lastno misel v javni diskurs ali pa vsaj diskurs vaših bližnjih, da mogoče to ne bo stvar, o kateri moramo šepetati pod blazino. Tako da najlepša hvala vsem in a lahko rečem srečno naprej? Oziroma, mi najprej, ne? Mi najprej. Tako da, hvala lepa.